Prosim. Denis Arkič, veste, gospod premijer, imam kar nekaj vprašanj, ampak se bom zadostil vsaj z 2 odgovori. Zanima me, ali ste si znižali plačo. Vemo, da zakon pravi, da si je ne morete, ker morate najprej spremeniti zakon. Zdaj me zanima, ali boste spremenjali zakon, ali boste ostali na svoji plači. Da ni druge poti, kot da gremo po spremenjeni zakon. Kdaj bo to? Čim prej, kot bo mogoče, drugače ni mogoče doseči tega, kar sem želel, in to je, da skupaj z ministri znižam svojo plačo za plačni razred. Očitki različnih politikov v državnem zboru, še posebej poslancev, so danes nekako šli v to smer, da je to, kar vi počnete s to reprezentanco, ki jo sami plačujete in s temi nekimi ukrepi, da je to bolj populizem in dvigovanje Boruta Pahorja v oblake. Pa me zdaj zanima, ali lahko bolj konkretno poveste, kam lahko denar pri znižanju teh se pravi ministrom in državnim sekretarjem v neka nižje plačne razrede tudi sebi, kam lahko ta denar gre konkretno? Ne samo, da ostane v proračunu in se nekako vrčuje. Dobro, sem prijel za besedo, da je to drugo zadnje vprašanje. Ne, Ja, kot ste vi obljubili. Jaz se bom pa držal dogovora, da bom odgovoril. Torej, zadnja stvar, ki si jo lahko predsednik vlade v teh razmerah dovoli, je, da živi v oblakih. Stvarnost, s katero smo soočena, s katero je soočena slovenska vlada, je zelo zahtevna. Potrebovala bo, kot rečeno, pogumne, preudarne ukrepe. Vemo pa, da bo zaradi nekaterih svojih konsekvenc pripeljala tudi do socialnih stisk in do reševanja teh socialnih stisk. Slovenska vlada je odločena, da rešuje te stiske na tak in drugačen način. Če želite imeti neko moralno moč pri reševanju teh stisk, jaz upam, da se za ljudmi v stiski ne bom srečal samo na ulici, ampak da se bomo lahko pogovorili o potrebnih ukrepih tudi pred tem, v enem dialogu, mirnem, da torej na ulico ne bo potrebno iti. Potem mi morate pogledati v oči. In ljudje, ki so v stiski, navadno v politiki, v politični eliti in v ekonomski eliti, vidijo ljudi, ki imajo v njihovih očeh nesorazmerno visoke dohodke in pravzaprav zaradi tega nekako nimajo realnega stika z njihovimi problemi. Vi morate vsaj na simbolni ravni pokazati, da želite deliti, bom rekel, bremena teh stisk za njim. O tem ni nobenega. In temu je sledila moja odločitev glede reprezentance. Ne nazadnje, jaz nisem zmislil kaj novega. Jaz sem takrat, ko sem o tem govoril v parlamentu, referiral na ravnanja ljudi, ki živijo v samem srcu liberalnega kapitalističnega sveta. Direktorji velikih podjetij, predsedniki uprav so predlagali, da se odrečajo svojim enoletnim plačam, če bodo deležni investicij strani ameriške države v njihova podjetja. Mislim, Ecofin je, gospe in gospodje, pred dobrim mesecem in pol v enem od svojih končnih sklepov govoril o družbeni odgovornosti podjetij, kar se prej nikoli ni zgodilo. Hočem vam povedati, da bo leto 2009 težko leto, da bo kriza, ki v dobrem obsegu šele prihaja v Slovenijo, seveda proizvedla tudi socialne stiske. Jaz si želim, da jih ne bi reševali na ulici, da bi skozi razvojne dialoge, skozi socialne dialoge te stiske reševali s potrebnimi ukrepi v okviru ekonomsko-socialnega sveta, v državnem zboru in na vladi. Če želimo to doseči, če hočemo torej ohraniti verodostojnost, moramo povleči nekaj potez, ki jih lahko danes kdo oceni kot demagoške. Ampak kot poteze, ki bodo dale jasen signal javnosti, da se zavedamo vse kompleksnosti tega položaja. Nisem ne prvi in ne zadnji, ki je posegel po takih ukrepih za to, da bi dal nek signal, ki je potreben za to, da ljudje razumejo, v kakšne čase gremo, in signal, da si želimo biti solidarni v teh časih. Torej, če v enih Združenih državah Amerike predsedniki uprav dajo izjavo, da so se pripravljeni odreči enoletnemu dohodku, če bodo deležne njihova podjetja, ne njihove denarnice, njihova podjetja, finančnih injekcij države.
Zakaj potem en predsednik slovenske vlade, ki je soočena z eno finančno in gospodarsko negotovostjo v tem letu, ne bi dal nekega zgleda za ravnanje z državnimi sredstvi? Zakaj ne? Jaz sem se to odločil, to je lahko predmet takih in drugačnih polemik in pri tej odločitvi bom tudi ostal. Do konca krize, ko bomo pravičeno sklepali, da so časi te krize minili, bom sam poravnal stroške reprezentance. Pika. Naprej.